Gradnja hiše v letu 2024 stane okoli 200 tisoč evrov. A že manjša nepredvidena dela lahko hitro pomenijo tisoče na 10 tisoče dodatnih stroškov. Iz prve roke smo vprašali, kako si je stranka organizirala proračun. Mislim, da nišče ne ostane v proračunu. To je taka zanimiva zgodba. Na začetku vedno si nekaj optimistično zadaš nek znesek, ki se ga probaš držati. Seveda se vsi zavedamo, da se bo gradnja verjetno v neki točki podražila. Kakšen je bil prvotni proračun za gradnjo? Ali je projekt uspel stati v proračunskih okvirih? In če je bil presežen, za koliko odstotkov in zaradi česa? Ja, ne, nismo ostala v proračunu. Mislim, da je bil presežen tam za kar dobrih 50%. No? Jaz bom tako rekel, najprej je bil ta 15 tisoč evrov budžet, ki smo ga skozi okno vrgli. Potem smo pa, po mojem, nekje za 10 do 15 odstotkov presegli proračun, predvsem na račun gradbenih del, ker je bilo nekaj stvari, ki so nas presenetile in smo pač jih hoteli poštimati do konca. Drugi niti ni bilo takih velikih presežkov. Originalni budžet potem za to večjo prenovo je bil 100 tisoč evrov, tako da smo ga nekje za 25 tisoč evrov smo ga presegli. Kljub temu, da smo delali ogromno sami, v tistem času je šlo glih vse gor. In smo imela ful srečo, da smo pala v to podražitev in mislim, da zaradi tega, pač to je bil, mislim, da glavni razlog, zakaj se je vse skupaj podražilo. Šle so podražitve na trgu, to se pravi, 2 leti nazaj je bil takrat blazen problem z vsemi materiali in vse in je šlo precej gor. Ogromno enih stvari sva valjda pozabila upoštevati, če že smo mi dva štartala z nekimi, 20 postavkami, kaj vse bo, no na koncu zdaj mislim, da je bilo že na 120 postavk, tako da pozabiš malenkosti in jih ne upeleš noter v budžet. Midva sva imela v planu podražitev za okrog 10%, na koncu se je med 15 in 20, ker smo seveda v času, ko sva razmišljala o novih materialih, o novih rešitvah, nekako pozabila na ta budžet in sva dodajala stvari. Sicer pa recimo, da tisti generalni, večji deli, gradbeni deli so ostali zelo v recimo mejah normale, v mejah planiranega, medtem ko neki dodatki, dodatna dela, recimo projekti, ki smo jih potem kasneje nekako si zamislila, so pa nanesli k temu, da je gradnja bila sigurno 20% dražja od tega, kar smo na začetku računala. Na koncu smo nekako preračunala, da so tako nekaj 30% prekoračila, ampak bomo še vse in mislim, da uspeli dokončati. No, tako da. Zato je popis del eden izmed najpomembnejših faz pri gradnji.